fantom bi jutri rada šla k njegovi materi. Nisem je še videla, pa me toliko vabi. Fant namreč. Boš ti namesto mene jutri stregla z gostom in pomagala očetu? Se boš poročila, Nineta? Ne še tako kmalu. Tako rada bi videla njegovo mater. Že zato, da njemu ustrežem. Kakšen pa je tvoj fant? Sem ga že kdaj videla tukaj? Ne še. Moj oče ga ne mara. Pa ne zato, ker bi bil slab, ampak moj oče ne mara nikogar. Ne bi me rad izgubil. Potrebna sem mu za delo. Matere nimaš, ali je umrla? Ne, ni umrla. Še huje, kakor če bi umrla. Saj si že gotovo slišala o tem. Nisem. In kaj mora biti hujše od smrti? Odšla je. Zapustila nas je. Se z očetom niste razumela? Niti ni bilo toliko hudo. Včasih sta se že kaj sporekla, vendar se pred mano nikoli nista preveč prepirala. Mislim pa, da se tudi ljubila nista nikoli prav nič. Pri nas je bilo vedno tako hladno. Videla sem včasih mater, kako trpi. In nekaj mesecev prej, preden si ti prišla, je pustila vse in odšla z drugim. Uboga gospa. Zares uboga. Bila je zadnje čase kot uročena. Kar naprej se je jokala in me prosila, naj ne zamerim. 100-krat je zložila svoje stvari v kovček in jih zopet izložila. Potem pa je neke noči odšla brez slovesa in brez vsega. Z očetom sva čakala, da se vrne. 3 mesece nisva zaklepala stanovanja, toda ni prišla. Potem je šel oče po njo, pa mu je ušla. Ni ga hotela več videti. Ti nisi šla po njo? Morda bi tebe ubogala. Nisem. Napotila sem se sicer res, vendar prišla sem samo na pol poti, ko sem jo nenadoma srečala. On je bil nekoliko opit in ona ga je podpirala z roko in se tiščala k njemu. Videla sem jo v obraz. Bil je otožen, toda odločen in trd. Ali pa sem si to samo domišljala. Zasovražila sem jo. Skrila sem se za ogel, da me nista opazila in sem se vrnila, ne da bi ji mogla reči eno samo besedo. Morda pa bi le prav naredila, če bi jo povabila domov. Jaz se ne bi odnehala, dokler je ne bi spravila nazaj. Ne, vse bi bilo zaman. Za naju je zavedno izgubljena. Kako pa je prišlo do tega? Ne morem razumeti, da mati zaradi nekoga drugega zapusti družino. Kje sta se pa spoznala s tem drugim? Lep pozdrav gostom, pevkam in vsem zbranim na današnjem srečanju, ki ga v okviru socialnega tedna pripravlja župnija Odranci v sodelovanju z Osnovno šolo Odranci in pa Socialno akademijo. Dogodek je organiziran v okviru vseslovenskega projekta Socialni teden, katerega krovni organizator je Socialna akademija. To je nevladna organizacija, ki deluje na področjih izobraževanja, raziskovanja in pa kulture, ustvarja prostor oblikovanja mladih in odraslih na poti njihovega udejstvovanja v družbi. Poslanstvo socialnega tedna je spodbujati družbeno odgovornost in aktivno državljanstvo posameznikov ter krepiti slovensko civilno družbo. In tema letošnjega socialnega tedna je dialog. In z dialogom smo začeli ta dogodek, ko smo prisluhnili pogovoru med Veroniko in pa Nineto iz knjige monsinjorja Lojzeta Kozarja Takšen prak. Dialog o družini in družbi je osrednja misel, o kateri bo govora na današnjem srečanju. In tako pozdravljam vse, ki nam boste o tej temi spregovorili v nadaljevanju. Z nami je najprej docent dr. Sebastijan Kristovič, ki nam bo najprej spregovoril. In naj ga na kratko predstavim. Doktoriral je iz področja logoterapije, je predstojnik Nacionalnega inštituta za psihoterapijo, avtor 2 znanstvenih monografij, član uredniškega odbora strokovne revije Tretji dan, redno sodeluje na različnih mednarodnih simpozijih in pa mednarodnih znanstvenih konferencah, že več let po Sloveniji predava za različne ciljne skupine z področja vzgoje.
in pa trenutno sodeluje pri razvoju in izvajanju izobraževalnega programa iz področja paliative. Dr. Kristovič, dobrodošli med nami in pa predajam vam besedo. Hvala. Lep pozdrav tudi iz moje strani. Sam bom poskušal narediti tako en uvod v okroglo mizo, ki sledi kasneje. Za predavanje bi rabili malo več časa na to tematiko, ki je izredno aktualna. Skratka, rdeča nit današnjega srečanja je dialog v družini in družbi. Tako sam bom poskušal nanizati par misli na temo dialoga v družini, v družbi in tudi v celotno vzgojno-izobraževalnem procesu. Mislim, da je ravno dialog eno izmed najbolj aktualnih in tudi problematičnih področij sodobnega človeka, ker če govorimo o dialogu, seveda govorimo tudi o odnosih in nekako vemo, čutimo, se vsi zavedamo, da so ravno odnosi tisto najbolj delikatno, težko, ranljivo področje vseh nas. Zdaj smo v šolskih prostorih, recimo, ena izmed velikih težav, kar nekako že vrsto let govorim na raznoraznih predavanjih po vsej Sloveniji, po šolah, tudi vrtcih, srednjih šolah, so recimo računalnik in televizija, torej zaslone. Samo recimo, če tako malo pogledamo, veste, da je celoten svet nekakšna globalna vas. Imamo Facebooke, imamo Twitterje, imamo Skype, ogromno socialnih omrežij, vzameš telefon, lahko pokličeš v Avstralijo v tem trenutku, skratka, vsi mi smo nekako na vezi. Ves čas vidimo, vsi imamo telefone, velika večina, še posebej mladi, ves čas tudi gledajo v te telefone, ampak ob tem se pojavi eno vprašanje. Skratka, vse to, vsa tehnologija, vse to gre v smeri, da bi bili vedno bolj povezani, torej vedno večjem dialogu, da bi si bili vedno bliže. Pa vam tako postavim eno vprašanje, a smo si res? A smo res vedno bolj povezani? A smo vedno bolj, če uporabimo angleško, face to face? Ja ali ne? Mladi, kaj pravite? To mi samo mi gledajo. Smo ali ne? Jaz velikokrat rečem, da se danes, pa nočem tako malodušno, kritično govoriti, ampak velikokrat rečem, da se danes mladi zbirajo, da so skupaj sami. Kaj to pomeni? Mladi se zbirajo, da so skupaj sami. Smo skupaj, ma dejansko nismo. Smo drug ob drugem, ampak nismo drug z drugim. Vsak je v nekem svojem majhnem svetu. Se spomnim, ko imam res teh predavanj po šolah, po vrtcih ogromno, pa pravi mama, me vpraša, ker imam veliko teh individualnih srečanj, obravnav, pa pravi, par let nazaj se spomnim, pravi, kako naj dosežem, da bo ta mala naredila domačo nalogo. Pa rečem preprosto, ne? Jaz vem, ko smo mi bili toliko stari, si prišel domov, si se najedel, potem si mamo vprašal, si rekel, mam, jaz grem ven in je sledilo kontrolno vprašanje. A si naredil nalogo ali nisi? In si točno vedel, da se obrneš ali levo ali desno. Si rekel, istoji, ne gre ven, predne naredi naloge. Pravi on, ja, gospod profesor, ne gre za to. Ona sploh ven noče iti. Razumete? Sploh jim ven za ni iti. V svoji sobici, za računalnikom, vse to. In po mojem mnenju so računalniki, televizija, veliki kradljivci naših življenj in naših odnosov in našega dialoga. Veste, včasih je družina bila skupaj, se je skupaj jedlo, zvečer družilo in vse to. Danes, kako izgledajo večeri, vsak ponavadi v svoji sobi s svojim displejem.
recimo, veliko govorimo o škodljivih vplivih računalnika in televizije, če se že tega dotikamo. Da recimo 2 uri igranja igric na možgane enako vpliva kot 1 črtica kokaina. Da so možgani spremenjeni, prav deformirani že pri otrocih, pri mladostnikih. Zato se svetuje, da v predšolskem obdobju otrok sploh ne bi smel biti v stiku, torej z zasloni, zato ker zelo negativno škodljivo vpliva na razvoj njegovih možganov, ker možgani se razvijajo na podlagi izkušenj, doživetij, ki prihajajo od človeka in včasih so otroci veliko časa bili zunaj in so svet nekako doživljali z vsemi 5 čutili. Danes je samo 2D, če tako rečemo. In na podlagi tega se tudi razvijajo možgani. Zato ni čudno, da imamo toliko otrok bolnih, koliko je ADHD-ja, hiperaktivnih otrok, nervoznih, živčnih, se ne morejo umiriti. Mladostniki, stari 15-16 let, ne morejo intenzivno se učiti, 2-3 ure skupaj, tudi študentje. Skratka, to je ena tematika, o kateri bi se dalo zelo, zelo veliko govoriti. Jaz mislim, da v Sloveniji še se sploh ne zavedamo resnosti problematike. Stroka govori v svetu o zasvojenosti zaslone. Ampak sam velikokrat tako rečem, kako preveriti, če smo zasvojeni ali ne, ker tudi veliko odraslih je zasvojenih z računalnikom, z televizijo. To je podobno, kot ko par pride k meni in gospa reče, da ima gospod težave z alkoholom. Kaj pa reče gospod? Da nima, seveda. In to pravi, jaz če tu in tam kako pivo spijem s kolegi in to že ni zdaj, da sem jaz nek alkoholik. Pa rečem, dajmo to preveriti na zelo preprost način. Gospod, pol leta 0,0. Niti kozarca, niti pri kosilu. Sej, če ni težav z alkoholom, mislim, da to ne bi smela biti neka težava. In se zelo hitro vidi. Zato večkrat podobno svetujem, ko govorimo o televizijah, računalnikih. Dajte izklopiti televizijo ven za 2 meseca. Ne mogoče za pol leta, ampak za 2 meseca. Tako vas povabim, vse. Bo šlo? Če bomo dobili novo vlado, verjemite, da boste to izvedeli. Če bodo kakšne druge aktualne novice, vam bodo povedali v službi ali v trgovini, kjerkoli že. Veste, v čem bo težava? Kaj mislite? V čem je problem? Kaj bosta mož in žena počela zvečer? Ja? Eno večer, 2 večeri se bosta tako malo gledala tam na kavču čudno. Kaj, čemu narediti z tem časom? S čim ga zapolniti? In tudi, ko govorimo o otrocih, o mladostnikih, ne gre samo za to, da vzamemo PlayStation, računalnik, televizijo, da prekrižamo, ampak glavni izziv je v tem, kaj bomo dali tja namesto tega. Ampak ta situacija kaj pokaže? Dejansko pokaže, kako siromašni, plitki, površni so naši odnosi. Kje v resnici mi smo? Koliko smo res mi drug z drugim? Koliko se vidimo? Koliko se čutimo? Koliko se mož in žena čutita? Kaj pomeni, ko je recimo nezvestoba v družini nekaj let prisotna in drug tega ne ve in je šokiran, ko pride do ločitve in vse to? Kaj to pove v odnosih? Kaj bi rekli? Kaj pove v odnosih, ko na vasi vsi vedo, da en otrok kadi travo in še vse druge stvari počne, staršem pa se o tem ne sanja? Ali v ulici? Teh primerov, vam povem, je ogromno. Ogromno. Kaj to pove o tem? Kakšni so naši odnosi? Tako partnerski, tako z otroci. Velikokrat dam primer, da je pravi odnos tisti, ko hčera pride domov, odpre vrata in reče zdravo, mama pa iz kuhnje, kaj je narobe. Razumete? Torej, neverbalno, na neverbalni ravni se čutite. Ne samo, kar si rečemo, kako je bilo danes šolo v redu in to je to. Ne? Če mi skupaj živimo, če se čutimo, če se znamo pogledati v oči, so stvari zelo, zelo hitro
jasne. Strinjate? Prideš domov, pogledaš ženo, rečeš, kaj je narobe. Žena reče, kaj rečete? Nič. Še enkrat vprašaš, kaj je narobe, še enkrat reče, nič. In potem smo mi trmasti in vprašamo 5-krat, 10-krat, 15-krat in potem končno žena odgovori. In kaj odgovori? Ti že veš. Je to pravi odnos? Je to pravi dialog? Pristen? Jaz mislim, da je. Torej, dialog, odnos ne poteka toliko na neki zunanji verbalni ravni, ampak v glavnem na neverbalni, na notranji ravni. In v dialog, ko mi vstopamo, ne vstopamo samo z besedami, ampak vstopamo z vsem, kar mi smo, kot osebnosti. Tudi recimo, če pogledamo področje vzgoje. Koliko je dialoga na področju vzgoje? Povejte. Tu je kar nekaj staršev, so kakšni učitelji, gospod ravnatelj je tu. Ja? Če pogledamo relacijo svet odraslih, torej učitelji, starši in vzgojitelji. Koliko je dialoga, torej pogovarjanja z otroki? Mladostniki. Veliko ali malo? Ogromno. Jaz pravim, da še se mi danes samo pogovarjamo. Mi še samo debatiramo. In že od rojstva naprej. Otrok je 2 leti star. Bo jedel korenčkovo juho ali ne bo jedel? In on ne bo jedel. In kaj mama mu razloži, kako je ta juha zdrava za njega, kakšne vitamine vse vsebuje in vse to. Bo šel vrtec ali ne bo šel? Bo naredil domačo nalogo ali ne? Je res? Po vsaki stvari. A starše to kaj izčrpuje? A vas to kaj izčrpuje? To debatiranje v šole. Učitelje, vzgojitelje. Mi še se samo pogovarjamo. Vzgoja, gledajte, je včasih bila izredno represivna. So tudi se otroke teplo, kar seveda ni prav. Danes smo pa v drugi skrajnosti. Če so včasih starši tepli otroke, je danes obratno. Ogromno primerov je, ko otroci danes tepejo starše. Kakšni odnosi so pa to? Ogromne teh primerov. Naravno zaskrbljujoče je, da v zadnjih letih so punce še hujše kot fantje. Se jih skoraj da ne da krotiti. Zanimivo. Včasih so rekli, kdor dvigne roko nad starša, je to smrtni greh. Roka, da se ti posuši. Danes je teh primerov ogromno. Zdaj, kaj je na področju vzgoje? Kje je šlo tako narobe? Kaj bi rekli? Jaz mislim, da je odgovor v vprašanju, ki ga velikokrat postavim, ko imam te šole za starše, pa bom tudi sedaj vas vprašal, ki ste starši, pa dajte odgovoriti z eno besedo. Kaj bi vi naredili za svoje otroke? Vse. Točno to. In ravno v tem je osnovna težava. Mi bi vse naredili za njih. Povsem jasno je, da bi dali tudi življenje, vsak starš za svojega otroka, ampak težava je v tem, ko začnemo delati namesto njih. Koliko stvari se dela namesto njih? Glejte, domače naloge. Stvar koga je domača naloga? Jaz pravim, da 95% staršev še enkrat dela osnovno šolo. Starši rečejo, mi imamo nalogo, mi pišemo test, mi smo v teh dialoških, mi imamo vse skupaj, mi imamo domače branje. Veste, danes se veliko govori o tem, da so danes otroci izredno nadarjeni, talentirani, danes so že vsi genialci, ne? Danes so vsi nadarjeni. Jaz se včasih pošalim, pa pravim, da težko najdeš normalnega otroka, ker ali je izredno nadarjen, genijalen, ali pa rabi neko dodatno pomoč. Normalnih je dejansko zelo malo. In da dobiš enico v šoli, tudi moraš biti nadarjen. Učitelj noče dati. Pa hočeš, se potrudiš, učitelj noče dati.
In ko končno pride enica, povejte, kdo ima problem. Starši doma, oče takoj nabavi inštruktorja in to, torej starši rešujejo zadevo in učitelji. V zbornici se pogovarjajo, kaj zdaj narediti. Ja, ker če dobi učenec enico, pomeni, da je to slab učitelj. Včasih. Kot da bi bil. Edino kdor nima težave, odgovornosti, je edino otrok. Mi bomo vse naredili za njih. Vse bomo poglihali. In ta permisivna paradigma, ki pri nas traja že kakšnih 20 let, dela v smeri vse za otroka, nič negativnega ne sme doživeti. Pričakovanja imamo izredno visoke, zahteve izredno nizke. Jaz pravim, ker danes je zelo težko definirati vzgojo. Ampak kaj bi rekli, kaj je vzgoja? Tu strokovnjaki si nismo čist naglihani. Jaz mislim, da je vzgoja najkrajša definicija, pa zdaj tudi pišem knjigo s tem naslovom. Vzgoja je priprava otroka na življenje. Bi se strinjali? Mi smo to izgubili izpred oči. Mi razvijamo še samo razum, samo še neke talente. Samo še to. Zato uboge otroke že pri 2 letih mučimo z baletom, pa z angleščino, pa z ne vem kakimi vse obvrčnimi dejavnostmi. Niti ne več obšolskimi. Velikokrat, ko tako govorim, pravim, da bi morali danes govoriti, ker že toliko govorimo o otrokovih pravicah, da bi morali začeti govoriti o pravicah otroka do otroštva. Da je otrok lahko otrok. Ker imamo postarane otroke, ker jih prehitro povlečemo v svet odraslosti, dokazovanja, tekmovanja in tako naprej. Ukrademo jim pa svet domišljije, ustvarjalnosti, kreativnosti, pravljic, zgodbic, namišljenih prijateljev in tako dalje. Torej govorimo o predšolskih. Z vsemi dejavnostmi, z zasloni, z vsemi impulzi, ki prihajajo v njih, z temi intenzivnimi igračkami, ki vse bliskajo, se veste, prideš do zibke in otroka včasih težko najdeš not, ker je vse navešeno, vse se bliska, vse spušča zvoke in tako. Kaj vse to gre na nežno dušo otroka? In na podlagi tega potem in vseh teh dejavnosti in pričakovanj in še, potem dobimo generacije iztrošenih, izmozganih otrok, ki so apatični, naveličani vsega. So stari 12, 13, 14 let in so že videli in doživeli vse. V življenju več ni nič skritega, kar bi jih tako vleklo, zanimalo. In največja bolezen sodobnega časa, to sem trdno prepričan, pa to je tudi področje, iz katerega sem doktoriral, je kriza smisla, eksistencialna kriza, notranja izpraznjenost. Sodobni človek ima živeti od česa, nimam pa več živeti za kaj. Pri mladih se to kaže v besedah, ko jih vprašaš, kako ste, oni pa rečejo, vse je, vse brez veze. Vse brez veze. Tečno, nič se ne dogaja. Ena zadeva. Se spomnim, ko sem nekrat imel predavanje in se tako pogovarjamo, pa pravi gospa, pravi, v čem je razlika ključna med tem, kako je bilo 15-20 let nazaj in še dlje in sedaj. In je zelo fajn povedala. Je rekla, ko smo mi šli v šolo, so nam starši pri vratih rekli, poslušaj, pridn bodi, ne boš divjal. Se spomnimo? Kaj pa danes rečejo starši otrokom, ko grejo v šolo? Točno to. Uživaj, fajn se mej. In par let nazaj smo imeli mi prav sistemsko projekte šola prijazna otroku, ki še meni dan danes ni jasno, kaj to pomeni. Namesto, da bi rekli otrokom, da je šola resna stvar, da treba resno delati, da je to glavna naloga in tako. Včasih so nas še strašili malo šolo, se boš ti zavidel, zdaj greš v prvi razred in tako. Danes mora biti vse v celofan zavito, da bi lušno in fajn. Namesto, da bi tako. Da bi dali temu težo. Ampak zadeva je zelo globoka.
Poglejte, a ni res, sem potem malo razmišljal o tem, kar je gospa povedala. A ni res, da ko starši pošljajo otroka v šolo, vsak dan, da ga vsak dan malo po malo pošiljajo v življenje. Malo po malo ga distancirajo. In mi ga pošiljamo v življenje in to življenje nosi velik napis z naslovom Imamo se fajn. In mi jim že od rojstva naprej življenje predstavljamo kot uživancijo in imeti se fajn. Danes mora biti vse, da se imamo fajn. To je glavno. Da uživamo, pa se imamo fajn. In ti naši otroci, ker mi smo jih seveda tako zavite v vato, v celofan, od rojstva na to pripravljali, ne, in jim dali tudi tako izkušnjo, da je ves čas luštno in fajn, pride v življenje, realno, pa povejte, a je to življenje res ves čas tako fajn? Mi uživamo. Kaj pravite? Tu nas je kar nekaj, sem prepričan, eni so že malo več preživeli v življenju, eni malo manj, ampak sem prepričan, da se vsi strinjamo, da v življenju ni vedno tako fajn. Da življenje marsikaj prinese. Marsikaj. Pa služba, pa partnerski odnosi mogoče niso tako, kot bi morali biti, pa bolezen, pa marsikaj. Gotovo ni dvoma, da je življenje lepo, da je življenje fantastično, da je lepo živeti. Ampak treba se pa zavedati, da ima življenje še eno drugo plat, ko je včasih potrebno tudi kje kaj potrpeti, ko se treba soočiti z določenimi negativnimi izkušnjami. Sedaj pa povejte, tako generalno gledano, kako se naše mlade generacije soočajo z temi negativnimi izkušnjami. Se dobro soočajo ali mogoče niti ne najbolj. Če malo tako ekstremno pogledamo, pa niti ne ekstremno, ne vem, če veste, da smo po številu samomorov do 17. leta v samem svetovnem vrhu. Kaj nam to pove? Pa, da se razumemo, samomor je izredno resna, težka tema, ne bomo o tem govorili, pa veliko krat so v ozadju resne psihične bolezni. Ampak veliko krat pa je ravno to, ker ta mladi niso dovolj utrjeni. Niso dovolj utrjeni. Torej, če danes govorimo o vzgoji, bi morali govoriti, da jih treba vzgajati za vztrajnost, disciplino, trdnost, poštenje in tako naprej. Mi smo to izgubili izpred oči. Mi še samo na nekem znanju delamo. Pa še znanje ne vzdrži, ker je nivo znanja iz leta v leto nižji. Ugotavljamo v srednjih šolah, na fakultetah, na vseh 3 nivojih. Tam na magistrskem študiju včasih dobiš take magisterske naloge, da je za razjokati. Da je za razjokati. Ne, da ni kritične misli, refleksije, poglobljenosti in vse do stavko ne zna opisati. Tako da to s temi genialnimi pa talentiranimi, to sem jaz tu zelo rezerviran. Pa če so že tako vsi talentirani pa genialni, pa ne vem, zakaj morajo starši delati naloge z njimi. Pa zakaj je toliko inštrukcij, pa da ne omenjamo naprej. Tam študenti enkrat, dvakrat padejo izpit, pa se kar prepišejo. Kar odnehajo. Danes govorimo, je rdeča nit odnosi. Večkrat povem tako, gotovo ste vsi bliže na kakšni zlati poroki, pa povejte, ko tam vnukica muči babico z čarobnim nasvetom, kako sta vzdržala 50 let. Kaj rečejo babice? Kaj je bil tisti recept? Babica reče, veliko krat je trebalo potrpeti, pa se prilagoditi, pa preko katere stvari v življenju tudi stopiti. In to je to. Babica spregovori 3 stavke. 3 stavke za srečen, dolg zakon. 3 stavke. Če greste v knjigarno, vsaka knjigarna, ne v Sloveniji, na tem svetu, sem bil tudi v tujini, vse knjigarne lahko razdeliš na 3 dele. Prvi del, prva skladovnica je o partnerskih odnosih, ker danes govorimo o odnosih, ne? Mi danes to delamo celo znanost o partnerskih odnosih. Babica je 3 stavke spregovorila, mi imamo tam, vsak dan prihajajo knjige in pišejo partnerski odnosi. Druga skladovnica je o čem? To je tudi zadnji čas, ja. Druga skladovnica je o vzgoji
vsak dan prihajajo knjige vzgoje. Vzgoja je postala cela znanost. Mi se v vrtcih pogovarjamo, veste, o kakih stvarih osnovnih, dojenje, duda, ono in tako naprej. Stvari, ki so povsem obrobnega pomena. Danes delamo doktorata iz tega. Kaj bi rekli najkrajši recept na področju vzgoje, v smislu, da otroke pripravimo na življenje, da bodo družbi nekaj dali, da se bodo čutili del družbe? Kaj najbolj manjka? Kako? Postavite meje, ja, ampak tako generalno. Ker velikokrat me tako vprašajo, rečejo, pa kako zdaj naj mi vemo, mi hočemo biti dobri starši in dobro vzgajati, ampak kako naj mi vemo, kaj je prav? Ker zadnjič ena predavateljica pravila tako, na forumih beremo tako, v knjigi oni piše tako, vi pravite tu, da se ne smemo preveč z otroki in da moramo ene stvari zahtevati, kako naj zdaj mi vemo? Veste, kaj vedno svetujem? Mi strokovnjaki marsikaj povemo. Vprašanje je, če to vse drži. Starši, učitelji, vzgojitelji so pa tisti, ki morajo zadeve malo presejati, pa videti, kaj življenjsko vzdrži. In po mojem je glavno merilo, katere stvari so prave in katere ne, zdrava kmečka pamet. In jaz mislim, če danes smo v kakšni krizi, ves čas mi smo v kakšni krizi, ne? Ali recesija, ali finančna kriza, neka kriza vrednot, vse v neki krizi, ampak jaz mislim, da če smo v kakšni krizi, smo v krizi zdrave kmečke pameti. Na področju odnosov pa še najbolj. Mislim, da če se človek zanese na zdravo kmečko pamet, da veliko ne more zgrešiti. In mislim, da je to tisto eno merilo za življenje, za odnose, za vzgojo, za vse. In mi moramo počasi zaključiti, ne? Ta čas je izredno neizprosen. Če govorimo o odnosih, o dialogu, o vzgoji, mislim, da moramo imeti pred očmi nekako dve področji. Torej, neko odnosno dialoško poenotenost znotraj družine, to pomeni, da morata oče in mama vzgojno delovati vedno kot eno. Ko otroku uspe vzpostaviti pakt z enim izmed staršev, je zgodba zaključena. Kot strokovnjak lahko imaš 10 doktoratov, ne moreš pomagati. Mama, ki je pripravljena za svojega sina narediti vse, je nerešljiva situacija. Večkrat omenim, da je najbolj problematičen odnos na tem svetu mama-sin. Tako da mame, pazite, ki imate sinove, delikatna situacija. Za Prekmurje je to še posebej značilno. Mama-sin, moja mama, pa že končno odide, pa se vrača vsak teden, pa se kličejo, pa... Torej, ta neka popkovina, čustvena navezanost se ne prekine. Veliko krat, ko govorim o tem, dam primer vojske. Veste, ko so včasih mame jokale, ko so šli sinovi vojsko, zakaj so jokale? Ne zato, ker ga mesece ne bodo videle, ampak zato, ker so sina izgubile. Nazaj je prišel dec, moški. Popkovina se je prerezala. In vse civilizacije, vse kulture, v vseh časih so imele neko obdobje iniciacije, prehoda iz otroške v deške v odraslo dobo. Danes bi lahko res govorili o krizi moških. Koliko teh maminih sinekov, pomehkuženih moških. Pogledajte te mlade, tudi oblačijo se tako, ne veš, včasih. Nadaleč je moški, ženska... Moški bi pa naj bil kaj? Steber družine. Steber družine. Torej tisti, ki daje temeljno varnost. On je tu, on bo ostal, on bo zdržal. Na Atija se da računati. Na Atija se da računati. Vsaka hčera hrepeni po tem. Vsak sin. Po čem hrepeni hčera? Da je lahko na svojega očeta ponosna. Ne samo kot na očeta, ampak kot na osebnost. To pomeni kaj? Da ta oče zna priti vsak dan iz službe naravnost domov. Da družina ve, da ta hčera ve, da je ona, da je mama
njemu v življenju na prvem mestu. Jaz pa slišim tako, ko imamo te pač srečanje, obravnave in tako z mladimi pari, mlade mamice, ki rečejo, jaz moram vzgajati otroke in njega. Otroke in njega. On ima v ponedeljek trening, torek veteranska liga, v sredo ona, mislim, to z neke zadeve. Ja. Sama sem za vse. Sama sem za vse. Ja. Naši odnosi. Naši odnosi. Vsi mi, ki smo otroci, kar tudi smo, hrepenimo potem, da smo lahko ponosni na svoje starše. In da jih spoštujemo. Ne samo, da jih spoštujemo kot starše, to jih moramo, še zapoved je 4. nam to zapoveduje, ampak da jih spoštujemo tudi kot ljudi, kot osebnosti. Torej, prva poenotenost med očetom in mamo, da delujete kot en, druga poenotenost pa je med šolo in starši. Torej, da šola in starši, velikokrat rečem tako, ne, da je šola in starši, da so v skupni nalogi. V skupni nalogi. Velikokrat starši kažejo, na šolo bi šola morala, ne vem, kaj se urediti, šola pa žogico vrača. Če pa si to žogico odgovornosti podajamo, naši otroci pa veselo vozijo slalom. Če se mi ne poenotimo, mučimo sami sebe, pa drugega, na koncu nastradajo otroci. Če se spomnite, mi smo vsi še tu nekje generacija, pa smo eni malo mlajši, eni imajo več življenjske modrosti, je bilo čisto normalno, da je učitelj rekel, Kristovič, obrni se naprej. Je res? Je čisto normalno. Pa smo mi šli domov pa povedali očetu, mame, jaz vem, da sem nekrat omenil, očetu je rekel, zastonj že ni bilo, ne mi ne govori. Zastonj že ni bilo. Ja? Torej, starši nam niso dali nikoli potuhe. Nikoli potuhe. In jaz mislim, da tudi danes starši ne bi smeli dajati otrokom kakršnekoli potuhe. Jaz celo svetujem, gledajte, tudi če veste, pa se vam zdi, da se je otroku zgodila v šoli ne vem kakva krivica, pustite. Naj se uredijo stvari v šoli. Pa tudi, če se v končni fazi, torej ne govorimo o nekih hudih stvareh, da se res nekaj zgodi, ampak tako, pač, kar spada k življenju. Pa v končni fazi tudi, če se mu res zgodila krivica, ja, se je v življenju treba tudi na to pripraviti. A ni res? A se je nam že kdaj v življenju zgodila krivica? In seveda, kolikokrat. Ja, tudi na to se treba pripraviti. In danes bi trebalo govoriti o tem, da treba te naše mlade ojačati. Ojačati, utrditi. Svet odraslih mora za njih biti kot ene fitness naprave. Mi pa hočemo biti njihovi prijatelji. Prijatelji. Mamica je prijateljica svojih hčera. A ni to čudno? A ni to čudno? Je ali ni? Ja. Mamica, če je vredno, ima prijateljica svojo vrstnico. Punce ve pa isto, a ni tako? Seveda, ne imaš v šoli pa pri sosedi. Mamica nima kaj biti ona prijateljica. Mamica je mamica. Kaj bomo prijatelji? Kaj je glavna naloga? Tu ste, koliko ste ve stare? 15? 14, 15. Evo, povejte, kaj je glavna naloga vaših mam? So vaše mame tu? So? No, povejte jim. Povejte, kaj je glavna naloga vaših mam? Generalno, glede na vas. Stare ste 14, 15. To človeka v življenju marsikaj muči. Tam je Jure, te ne pogleda. S telesom se čudno dogaja, ne ve človek, zakaj je na svetu, ono, vse to. Včasih je zacrkniti, ne? V tem živeti. Ampak, kaj je glavna naloga mame? Povejte. Da je vaša prijateljica? Ne? Povejte. Podpora? Kakva podpora? Kdo je to del? Ja, tudi to, seveda. Mama razume, ne? Mame so čarobna bitja, ki vidijo in vejo vse. Je res? Mama vidi, ve vse, to ni debate. Ampak glavna naloga pri teh letih, dajte me popraviti, če se motim,
Glavna naloga mam je, da težijo. Je kaj na tem? Mama mora biti tečna. Jaz pravim, če se z vami ne skrega vse 4-krat na dan, nekaj ni v redu. Ali z vami kot hčerkami, ali pa z mamami. Bi se strinjali? Dajte vse tiste glas, ki nimate mam tu, da... Je, ne? Ja, vidite? To mladi vse povejo. Oni to pričakujejo. Ker ko je človek star 14-15 let, se mu ni za delati, mu ni za učiti. A ste že slišali, mame, je prišla hčera pa rekla, a lahko jaz posesam celo stanovanje? Pa reče mama, seveda lahko. Pa reče hčera, a še lahko klet pometem? Pa če še lahko pokosim, a se to dogaja? Res? To vi počnete? Strašno. Ko se gre na rojstni dan, zadnja stvar, ki jo rabimo od staršev je, da nam dajo uro. In mama reče ob 11, da si doma. Vi bi pa rade kaj? Ja, se, ko bomo vsi, vsi so lahko, pa vsi imajo in tako naprej. Torej, zadnja stvar, ki jo človek rabi pri teh letih, so neke meje in to je čisto normalno. To, če kjera punca ni tako, je to nekaj čudnega. Na drugi strani, če je normalna mama, bo pa kaj? Je bo pa rekla ne, ne bo šlo, bo treba ono, bo težila, bo gnjavila. In hčera bo rekla, si najbolj tečna mama, kar jih je na tem svetu. Drage mame, takrat veste, da ste na pravi poti. Zdaj sem imel nekje predavanje, pa je rekla, ena mama mi je rekla, hčera, veš mami, na pravi poti si. Pa pravi, mama, pa kak misliš, na kaki pravi poti? Pravi, sem brala en članek, sem imel ravno takrat en intervju na Siolo, je rekla, sem brala en članek, ko en gospod je rekel v intervjuju, da mama mora težiti svojih hčeri. In si na pravi poti. Ja. Tako da, če smo si mi v preveč dobrih odnosih, torej starši s svojimi otroci v teh letih, ne bo v redu. Ja. Torej, ko vam hčera reče, da ste najbolj tečna mama in tako, veste, da ste na pravi poti. Vi morate, jaz pa učim starše, da rečejo tako, ne da mamica začne boleti srček ali pa kaj podobnega, jaz učim pa mame, da rečejo tako. Draga hči, moje sožalje, da te je doletela taka kruta usoda, da si dobila najbolj tečno mamo, kar jih je na svetu, pa v kratkem niti ni za pričakovati izboljšanja. A je v redu, da tako odreagirate? Ja. Se veste, zakaj gre pri vzgoji. Samo za eno preprosto stvar. Kdo bo koga? Samo za to gre. To sicer ni fajn, da so tu ti mladi, ne? Meni večkrat, ko imam predavanje, pa tako, pa reče, drugič bom pa mi naše mlade pripeljali zraven, da še bodo oni slišali. In jaz rečem, ne dovolim. Zakaj ne? Zato, ker je vzgoja stvar odraslih. Vzgoja je stvar odraslih. Svet odraslih mora vedeti, kaj je za otroka najboljše. Ko si otrok, velikokrat ne veš. Povejte, si pa če mame vprašamo, a so vam vaše mame bile tečne in očetje? Mislim. Vem, da počitnice so bile, oče nam je z bratom skozi kaj naložil za delati, ko je šel v službo. Ko pridem domov, da ona, mislim, pa to je skozi bilo. Ampak zdaj povejte, kdaj začneš ceniti svoje starše? Povejte, kdaj ste začeli? Kdaj sme začeli? Ja, pri 15 letih gotovo ne. Ker če te starši prav vzgajajo, so pri tvojih 15 letih državni sovražnik številka 1. Če se to pravi, čisto go. Ko pa imaš tam malo, prideš v življenje, v svet, takrat, ko me ti začnejo stvari prihajati. Pa vse to oče niti ni tako. Pa mama je tudi to imela pravo. Pol pa reče, tam, ko imajo svoje otroke, se prav spomnim kolegici, je rekla grozljivka, grozno. Je rekla, iste besede uporabljam kot moja mama in to točno te, ki so mi najbolj šle na živce. Pa ne samo to, še intonacijo imam isto. To je za crkniti. Kopija mame, ko mi je šla najbolj na živce. Tako sem zdaj sama.
Marquez, če kaj verjete, Gabriel Garcia Marquez je enkrat dejal, kdaj veš, da si star že, ne? Pravi, takrat, ko ne veš več, ali si bolj podoben sebi ali svojemu očetu. Skratka, biti starš, biti učitelj, dober učiteljica, je iz tega vidika nehvaležna naloga. Ja? Ker ko dobro opravljaš svoje delo, nisi najbolj priljubljen. Ampak, če se mi spomnimo, recimo, katere učitelje bi našteli, če bi vas zdaj vprašal 2-3 iz osnovne šole, vedno naštejemo tiste ta stroge, dosledne, ki so bili cek. Pa povejte, a smo jih spoštovali? Pa ne govorimo tisti, ki so bili, ne vem, pretirano tako, ali tako. A jih danes spoštujemo? Jih ali ne? Ja, še danes, če jih srečamo, še se malo popravimo, pa dober dan, lepo pozdravimo. Pa si lahko direktor, pa ne vem kdo vse. Ko srečaš učiteljico, še te malo tako. Pa mislim, da je prav to. Danes pa gledajte, jaz že vrsto let po vrtcih govorim, ko govorimo o odnosih, da bi otroci morali starše, ne starše, vzgojiteljice vikati. A ste vi opazili, da smo danes vsi na ti? Vsi na ti. Babica, dedek, stric, vsi smo na ti, smo poglihani. Vsi smo poglihani. Še moji starši, pa sem relativno mlad, moj oče je svojega očeta vikal. Pa ne govorim, da bi zdaj mogli iti na stari sistem, ampak vendarle. Kaj se je izgubilo na področju odnosov? Spoštovanje. Spoštovanje. Tudi šole iz strani staršev. To ni bilo včasih, da bi starši hodili v šolo nad učitelje. Ne vem, kako je tu, ampak vem, tako po Sloveniji veliko krat. Še starši so imeli včasih rešpekt pred kako učiteljico. Tako da, moramo zaključiti, smo že ukradli preveč časa. Iz tega vidika na področju vzgoje v odnosih do otrok, jaz mislim, da je dialoga še preveč. Kot vidite od zadaj, zakaj je toliko kljubovanja in težav? Ravno zato, ker vse razlaga. Vse mislim, da moramo razložiti, ne rabimo. Ene stvari je treba preprosto zahtevati. Odgovor pa je zato, ker je tako prav. Ne samo, da se pogovarjamo, da smo v ne vem kakih dialogih, ampak tako. In kaj je merilo, če smo dobri starši, dobri vzgojitelji, učitelji? Jaz mislim, da življenje. Življenje v vsej realnosti. In mislim, da treba imeti pred očmi, ko delamo z otroki, z mladostniki, ravno to, da jih pripravljamo na življenje. In ključni so tu ravno odnosi. Do spoštovanja mi ne pridemo in do avtoritete mi ne pridemo, da zapovemo. Ker jaz nikomor na tem svetu ne morem zapovedati, da me naj spoštuje. Oče ne more sina dati na stolček in mu reči, poslušaj, jaz sem tvoj oče, ti mene moraš spoštovati. To ne gre tako. Spoštovanje se pride preko odnosov, preko odnosa. Ravno o tem, o čemer danes govorimo. Noben sin ne gleda, ne posluša očeta, kar mu oče govori. Zakaj ne? Zato, ker mu nima kaj novega zapovedati. Zato, ker kar mu je sin povedal do 5. leta, mu govori še naslednjih 15-20 let. Čist isto. Pospravi, uči se, kolikokrat mi starši rečejo, tako kot sem kot stara lajna. Eno in isto. Se spomnim, sem imel enkrat predavanje na eni šoli, pa šola za starše, mislim, da je bilo drugo ali tretje srečanje, pa je imela gospa 3 otroke. Pa je rekla, vidu, zdaj že tretjič poslušam, pa tako fajn potom, ampak dajte mi eno stvar povedati. Kdaj se bo to končalo? Pravim, gospa, kaj? Pravi, jaz se počutim kot stari gramofon, eni, drugi, tretji, to je eno in isto non-stop. Jaz ne da tečna, njim itak, da sem tečna, ampak jaz sem že sebi tečna. Kako dolgo še bo to trajalo? Si rekel, gospa, vsej 15-20 let še. Veste, kaj govorim, ne? Ja, točno to je vzgoja. V smislu Primoža Trubarja, ko pravi stati in obstati. In vzgoja je točno to.
Stati in obstati. Treba vzdržati. Eno in isto, eno in isto, eno in isto. In sicer pa so stari Latinci rekli, repetitio est mater studiorum, ne? Ponavljanje je mati učenosti, modrosti. In to je pač starševska, učiteljska naloga. In to so naši odnosi. Stati in vzdržati. In ker danes že govorimo o odnosih, mislim, da tudi za odnose bi veljalo si vzeti k srcu ravno to misel od Trubarja, stati in obstati. Tudi v odnosih treba velikokrat vzdržati. V odnosih treba vzdržati. Koliko mladih parov gre na razen? Koliko mladih parov gre na razen? Imajo male otroke, hišo se zgradi vse, potem se pogremo na razen. Smo se izgubili. Pa sta recimo za skup in vam povem, večina so za skupaj. Mimo grede, da omenim, tam so tudi potem brošurice, si lahko vzamete, smo v Pomurju lani odprli, sem tako res ponosni in vesel, taki svetovalno-terapevtski center za družine, pare in posameznike. Sem par let tako imel željo, da bi tako naredili za celotno Pomurje en taki družinski center za celostno podporo, torej partnersko, zakonsko, vzgoja in tako naprej. In to od lanskega leta je na Lendavski 9, za te individualna srečanja, svetovanja in tako naprej. Si lahko tam brošurice vzamete. Ampak, torej, koliko mladih je, ko grejo na razen? Pa vprašam, kje vidijo vzrok? Pravijo, nimava več skupnih interesov. Ni več tako, kot je bilo. Pravim, kako to mislite? Ja, ko sva se spoznala, je to bilo fajn, pa sva šla skupaj, pa tako prijetno, pa lušno. Ne, se poznamo to vsi. Prva leta. In pravim, kako je pa zdaj? Pa služba, otroci te mučijo, ono ne spiš po noči, pa... A ni več tako, kot je bilo? In zdaj povedi, a ni to normalno? Mamice, povedi, koliko niste spale za te otroke, ki jim zdaj težite, pa jim grenite življenje. Koliko noči, koliko skrbi, koliko vsega. Pa povedi, a spada to k življenju ali ne? Spada ali ne? Seveda. To je realnost. In v življenju treba, jaz mislim, da se sodoben človek mora naučiti tudi ene stvari, potrpeti in odtrpeti. Potrpeti in odtrpeti. Tretja skladovnica knjig, pa s tem zaključim, je pa katera? Kako samega sebe najti. Knjige za samopomoč, milijon jih imate. Danes se vsi iščejo, mladi. Vprašam, zdaj začetek študija bo, na prvi uri vedno vprašam, a je to? Želite to početi v življenju? Ja, ne vem, še se iščem. Ne, se vsi iščejo. In hodijo na joge, meditacije in ne vem, kakve dihalne vaje vse, da bi se našli. Jaz se veliko krat pošalim, rečem, tisti, ki se preveč išče, se lahko še bolj zgubi, kot je že mogoče zgubljen. Mi se kje v življenju najdemo? Kako? Preko nečesa, ko nekaj naredimo. In to moramo imeti pred očmi tudi pri naših otrocih, mladostnikih. Ko nekaj naredimo, ko se človek za nekaj pomatra, povejte, punce, je tako ali ne? Ko se za nekaj mučite, ko vas zmuči, ne vem, karkoli že je test, ali ne vem, karkoli. Kako se počutite pol, ko to uspe? Vredno ali slabo? Kako se počuti ena študentka, ko jo jaz, ker mi je strašno antipatična, ne, in jo 10-krat vržem na izpitu po krivici. Vse veste, ne? Ko profesor dobi na piko enega, ne? On ne moš narediti izpita. Ker jaz v očeh vidim, kaj ne zna. In jo vržem 10-krat, ampak ona kar pride. 11, što spet je tu. 13 se pa že naveličaš, ne, pa spustiš. Se ne počnem tega, da ne boste mislili. Sem tu pravičen. Ampak v primeru, da 13-tič ta študentka izpit naredi, povejte, kako se ona počuti tisti dan? Ona bo rekla, če sem tega prfoksa rešila, na svetu ni stvari. Na svetu ni stvari, ki jo jaz ne bi mogla doseči. Ja, to je to. Človek rabi v življenju neke stvari,
da jih naredi, da jih premaga, da da od sebe vse in potem je lahko na sebe ponosen. Ponosen ne moreš biti na sebe kar tako. Življenje je prazno, je vse brez veze. Ti moraš se za nekaj pomatrati. Za nekaj se pomatrati. In mislim, da je ravno to lepota življenja. Viktor Frankl, ustanovitelj logoterapije, če niste še prebrali, vam izredno priporočam knjigo Kljub vsemu reči življenju da. Torej, logoterapija je ena smer znotraj psihologije osebnosti, psihoterapije, gre pa za to življenjski smisel, eksistencialna kriza, kriza smisla in to, kar je danes ravno največji problem. Ne vem, če veste, on je 4 leta preživel v Auschwitzu, Theresienstadtu in Dachau. Po 4 letih se vrnil nazaj na Dunaj, tehtal je 37 kg. Moški, 37 kg. Ugotovil je, da so mu ubili ženo, Tili, ki je bila noseča, in 9 mesecev sta bila poročena. Ubili so mu očeta, mamo, brata, sorodstvo, vse to. Velikokrat to tako omenim, pa se mi vedno pojavi vprašanje, a je Frankl imel razlog, da bi se zapil, da bi se vdal samopomilovanju, da bi bil v depresiji. A je imel razloge za to? Sigurno. Vse je imel izpolnjeno. Ampak to je postal človek z 29 častnimi doktorati. 29 častnimi doktorati. Napisal je knjigo, ki je ena najbolj branih knjig vseh časov. To je ravno ta, Kljub vsemu reči življenju da. To je človek, ki so ga vabile vse najbolj eminentne fakultete univerze iz celega sveta. Viktorja Frankla. Ja. In jaz mislim, da je ključno vprašanje vseh nas v življenju ravno to, kaj bomo iz sebe naredili. Še posebej se to velja vprašati tako, ko si star 14-15 let. Na začetku poti. Kaj bom naredil iz svojega življenja? In to vsem nam življenje postavlja isto vprašanje. In je fajn se to vprašati. Kaj bom naredila iz svojega življenja? Kakšno? Življenje nam je vsem bilo dano, podarjeno. Na nas pa je, kaj bomo temu življenju svojemu dali. Kakšno vsebino bomo dali. Bomo dali kaj lepega, smiselnega, plemenitega, nekaj, na kar bomo lahko ponosni. To pomeni, ko bomo na svojega življenja se usedli pod obrajde, pa si natočili deci rdečega, pa človek pogleda nazaj, pa reče, dobro sem živel, dobro sem se odločil, bili so kakšni kiksi, to jih vsi delamo, ampak tako, generalno. Ali bo življenje pač, tako rečejo južni bratje, cilj ove teme je, da prođe vrijeme. Lahko pa je življenje takšno. Ampak od koga je to odvisno? Od koga? Od mene. Samo od mene. Ne od vlade, pa ne od kozmične energije, pa ne od polnega meseca, pa ne vem česa še vse, samo od mene. Kaj bom jaz naredil iz svojega življenja? To je temeljno vprašanje. In jaz lahko dobim $1 milijon ali pa 10 milijonov, mene že življenje vedno to sprašuje. Ok, imaš 10 milijonov, ampak kaj boš naredil iz svojega življenja? Jaz lahko grem na pot okrog sveta in vse to, ampak kaj bom pa naredil? Ja. Če si v osnovi, če uporabim grobo besedo, bedak, ne? Pa si pač bedak z 10 milijoni še, ne? To tudi statistika potrjuje, ker v glavnem vsi, 99,999% ljudi, ki so zadeli na loto milijone, so čez par let bili na istem oziroma še na slabšem. Ne moreš. In če verjamem v kaj, in to vedno bolj verjamem v to, da se življenja ne da goljufati. Ne da se ga. Ne da se ga. Kratkoročno ga lahko, daljnoročno ne moreš. Življenje ti slej ko prej izstavi račun. Življenje ti slej ko prej izstavi račun. In mene zmrazi, ko še danes slišim, ko določeni starši rečejo svojim otrokom, uči se, da ne boš rabo delati. Ošpice dobim. To nas je Tito naučil, ne? Snaži se. Kaj to v prevodu pomeni? Da tisti, ki dela, je bedak. Ker dela je bedak. Če si pa pameten, seš pa znaš, boš koga okrog prinesel. Kot da delo ni vrednota. Na Finskem, recimo, pa skandinavske dežele, kdor ne dela, je to nekaj sramotnega.
Torej je delo kot vrednota. Moramo zaključiti, že muha me priganja. Kaj reči za na konec? Mladim, naredite nekaj svojega življenja, življenje je lepo in tudi k lepoti življenja spada to, da se treba pomatrati. Da treba tako, včasih kakšen zid podreti. In naravno to daje neko lepoto in globino svojemu življenju. Staršem pa dajte jim ravno v pravi meri malo zagreniti življenje, ne preveč se tudi ne sme, tako ravno prav, ne tako vegeta, da je ravno pravi okus, ne. Tako pa se zavedati, da so odnosi naše največje bogatstvo, res. Televizija, računalnik nam jih kradeta. V odnosih se vidi, kdo je kdo. V odnosih se vidi, kakšni smo. Kakšno je naše življenje, kakšni smo mi. Odnosi razgalijo človekovo bistvo. Tako, hvala. Hvala lepa za vse povedano. Otrokom je lastno, da berejo z obraza. Dragi očetje, se zavedate, da otroci berejo tudi z vaših obrazov. Vaše besede, vaše ravnanje je prvi evangelij za vašega otroka. Zato je otrok tudi most, po katerem se starši vzpenjajo v nebesa. Danes hočemo biti vsi zavarovani za starost. Prav. Toda ni boljšega in bolj gotovega zavarovanja, kot je dobro vzgojen otrok. To so besede prvega odranskega župnika, monsinjorja Lojzeta Kozarja, ki so jih izrekli leta 1974. Dialog je torej nujen za dobro vzgojo. Tudi dialog, ki ga izražamo preko drže, z izrečenimi besedami ali brez njih. S pesmijo bodo to srečanje obogatile pevke mladinskega zbora naše župnije pod vodstvom Nuše Zadravec in kitaristke Klare Zver. Prosim. Škico, nabasano,
Izkušnja uči, tudi danes človeku ne more nuditi nič lepšega, nič srečnejšega, kot je dobra družina. Zato bi morala biti najosnovnejša skrb vseh vzgojiteljev in tudi tistih, ki jim je pri srcu blagor človeka, tako urediti življenje, da bo mogla družina zopet živeti kot družina. To je misel iz pridige monsinjorja Lojzeta Kozarja iz leta 1972 in je še kako aktualna v današnjem času. Kaj bodo na to temo povedali današnji gostje? Prisluhnimo sedaj v okrogli mizi. Ko bodo o dialogu v družini in pa družbi spregovorili današnji predavatelj, dr. Sebastijan Kristovič, ravnatelj osnovne šole, magister Andrej Kociper, športnik Aleš Zver in pa naš župnik Lojze Kozar. Prosim. Pa bi bil malo hudomušen in nagojil, pa bi gospoda ravnatelja vprašal, če ste zadovoljni s to inicijativo dialoga, da smo prišli danes skupaj, a je se splačalo biti partner v socialni akademiji, pa izvolite z besedo na dan. Hvala lepa, dober večer vsem skupaj. Vsekakor se splačalo, ne. Vsekakor brez sodelovanja seveda ne gre. Bi pa mogoče izkoristil eno istočnico, ki je dr. Sebastijan dal in sicer beseda seže dlje kot do konca jezika, ne, seže kar globoko v človeka in dialog, ki ga vzpostavljamo z otrokom, se ga že dotika naprej. Torej, se ga preko kože do duše otroka. Tako da z dialogom dejansko že začnemo zelo zgodaj. Hvala lepa za takšno izčrpno uvodno misel. Aleš, ti si moral v družini imeti neki poseben dialog, kajti talenti so tisti, ki nas kasneje tudi oblikujejo in nas dražijo. In je bilo potrebno v družini marsikaj v dialogu s starši in z šolo in z drugimi postoriti, da si lahko uspel v svojem verjetno enem najmočnejšem talentu. Ja, sigurno je v družini, tako na faksu kot v osnovni šoli pa srednji šoli je potreben dialog. V družini sigurno, da te podpirajo, da ti, naprimer, ko se poškoduješ, stojijo ob strani, te hodijo na tekme spodbujati. Na faksu je sigurno potreben dialog, da uskladiš pač dejavnosti na faksu in pač treninge, da uskladiš nekako in prav tako v srednji šoli. Tu je dosti odvisno pač od posameznika, koliko se je pripravljen prilagajati pač in disciplinirati. In mislim, da je to glaven razlog in ključ do uspeha, da potem lahko uskladiš in uspeš pač na nekem področju. Ti je bilo kdaj težko trenirati? Trenirati mi nikoli ni bilo težko. Vztrajati? Vztrajati je mogoče ob kakšnih poškodbah ali pa ko imaš kakšne težave. Ker ko treniraš, pri meni je tako, da ko treniram, pa imam naprimer na 5-urnik, sem izredno zadovoljen naprimer s preživetim časom, ko že vem točno, kaj bom naslednji dan počel. Problem je potem, ko imam pač, če sem poškodovan, pa mi tiste 4 ure na dan imam pač na mesto treninga, lahko delam karkoli drugo, to je problem, da ne vem, kaj narediti tisti čas. Tako da potem, ko je urnik zapolnjen, sem jaz sigurno zadovoljen. Zdaj bi pa izval tebe, da gospoda profesorja malo ti izzoveš s kakšnim vprašanjem. Prej smo se malo pogovarjali pred predavanjem, da je gospod profesor tudi bil neki športnik. Pa daj prvo zastaviti kakšno vprašanje še ti njemu. Ja, vprašal bi naprimer, ker vem, prej sem zvedel, da ste trenirali kickboks. Kako ste usklajevali faks
izpite z vašim treniranjem, naprimer? V življenju sem toliko stvari počel, tudi takrat, ko sem študiral, ker to je bila res vrhunska raven, kar verjetno veste, ne, trening vsak dan, ko so bile kakšne večje tekme, svetovni pokali, svetovna prvenstva, mednarodne tekme, ker sem bil tudi v slovenski reprezentanci, so bili treningi tudi po 2-3 na dan in tako. Ključna stvar, človek lahko dela vse to, pa smo tudi hodili ven, diskoteke so bile takrat zelo aktualne, pa čas za punce je bil, pa vse je bilo. Stvar, koliko sem jaz tako opazoval pri sebi, je samo v disciplini, da si človek zna razporediti čas. Sem še imel čas za gledati filme, pa brati knjige, pa tako vse. Ampak tako sem imel, ne vem, mogoče to prirojeno, kakorkoli, ne vem, da ko sem delal neko stvar, da sem bil tisti stvari 200% posvečen. Torej, ko sem treniral, ko sem nehal trenirati, pa sem prišel domov, pa sem študiral, ker sem jaz najprej diplomiral na tehniški fakulteti, ki je dokaj zahtevna bila in tako, skratka, neko stvar, ko delaš, se ji posvetiš 100%. To je to. In jaz mislim, da so to tudi, ko sem že malo prej omenil, to je te 2-3 besede, ki so recept za uspešno izpolnjeno življenje na vseh področjih. Torej, neke delovne navade, disciplina, vztrajnost. Človek lahko doseže vse. Verjemite, lahko postaneš tudi predsednik države ali pa predsednica, če si to zadaš. Časi so danes res taki. Tako da vztrajati, imeti fokus, videti smisel v stvarih in stvari gredo. Hvala lepa. Ja, zdaj pa bi gospoda župnika izvali prav s to iztočnico. Kdaj ste vi videli, da boste odranski župnik? Malo se hecam, izvolite. To je takrat, ko sem dobil od škofa dekret. Drugače, prej na to pač nisem tako konkretno mislil, kaj bom delal. Kdaj ste se odločili, da boste duhovnik? Tisto sem v gimnaziji, proti koncu počitnic. Ker sem ves čas nekako imel sicer ta cilj pred seboj, ampak sem se rekel, kaj pa jaz nisem tako sposoben za ta poklic, pa ne vem, če bo šlo, pa tako dalje. Veliko pomislekov sem imel, zato sem z dokončno odločitvijo odlašal vse do konca, dokler se je le dalo. Ko je pa bil že čas, zdaj pa se treba nekam vpisati, zdaj pa je treba res. In sem potem rekel, grem, in sem šel in potem več ni bilo omahovanja, ko sem se enkrat dokončno odločil. Mogoče bi kakšen dialog s starši, pa potem še z stricem duhovnikom? Ja, dialog s starši je bil gotovo, vendar ne toliko, da bi se nekako pogovarjali, kaj bomo delali, oziroma to, kaj bom jaz delal, ampak s tem, da so oni svoje življenje živeli, tako kot je gospod profesor povedal, da so vztrajali, da so delali in tudi nam nalagali delo, ki smo ga pač morali opraviti. In ko sem tudi to delo delal, opravljal doma na kmetiji in sem karkoli naredil, sem bil vesel, da mi je to uspelo in to me je nekako, mi je dajalo moči, poguma, da sem se potem odločil še za naprej, da bom še kaj več naredil, da bom sebe na zadnje nekaj naredil. In gotovo je tu bil velik vzornik, moj stric, prvi tukajšnji župnik, monsignor Lojze Kozar, s katerim pa nisem pravzaprav nikoli razpravljala o moji prihodnosti, da bi mi on kaj rekel, ja viš, ti si takšen pa takšen, ti bi lahko bil duhovnik, pa ne kaj take stvari. Nikoli o tem, ampak govoril pa mi je svojim življenjem, s tem, kar je on bil. In ko sem ga opazoval, ko sem bil na počitnica tukaj pri njem, sem ga opazoval, videl, to pa je človek na svojem mestu, ki zna delati, ki zna trpeti in tudi nekaj doseči. In to me je nagovarjalo in spodbujalo. Gospod ravnatelj, v naših generacijah smo imeli delo, smo imeli kmetije in smo, lahko rečemo, v prostem času v šolo hodili. Danes pa otrokom nimamo dati kaj za delati, ker smo nekako družino potisnili med 4 stene. Kako
narediti dialog za naše te otroke, pa še tisti, ki prihajajo, da bojo dobili te delovne navade, da bojo imeli cilje, da bojo imeli neko jasno pričakovanje za življenje, kot smo gospoda profesora slišali, tudi Aleša in župnika, da bojo imeli zakaj živeti. No, to vprašanje je kar težko, ne? Usmisliti svoje življenje, to je pri mladih sploh težko, glede na to, kaj vse imajo na razpolago. Je pa res, da so pozneje tudi učne navade, odvisno od delovnih navad, ne? In v šoli to seveda ugotavljamo, da je težava, ne? Da se pa nekaj narediti. Prav gotovo starši ne da delajo domače naloge, ne, z otroki, res da morda spremljajo, kaj počnejo, ampak lahko pa aktivno preživljajo prosti čas. Zdaj, aktivno preživljanje prostega časa je morda malo potisnjeno na rob, tudi v dialoškem smislu, ne. Jaz recimo sam vem, da sem velikokrat šel na poti Melinci, Odranci z enim od sinov ali pa z obema sinovima in takrat, ko malo priteče znoj ven, skratka, da se malo trudi telo, potem začne pa beseda. In moram povedati, da smo velikokrat tako temo odprli na sprehodu, ne. In tudi zdaj, če lahko tako povem, tudi sinova oba dva imata dol odprto komunikacijo, ki morda med 4 stenami nismo uspeli spostaviti, ne. Tako na enem, bi rekel, naporni hoji ali pa teku, pa se zadeva nekako začela odpirati in je bilo potem seveda veliko lažje kaj spregovoriti pa reševati. Je pa še prosim, gospod profesor. Ker je okrogla miza, je dovoljeno, da se gosti tudi samo iniciativno vključijo, ne da? Brez vprašanj. Gospod ravnatelj je to zelo dobro omenil, da družina preživi neki čas skupaj. Zdi se mi prav žalostno, res žalostno, velikokrat v današnjem času družine ne znajo dati vikendu druge vsebine, kot da gredo v nakupovalne centre. Torej, ali smo doma, ali pa v nakupovalnem centru. Pa ne samo v soboto, tudi v nedeljo. Meni se zdi to prav žalostno. V odnosih govorimo, gledajte, med tednom, če je služba, treba v šolo, otroke peljati, ja, marsikaj. Vsej vikend je tisti čas, ko se družina, da se malo sreča, da može žena pogleda, da se začutita. Podobno dopust, zdaj je konec dopustov. Jaz vedno svetujem, na dopust mora družina iti sama. Sama. Brez ne 2-3 družine. Zakaj? Ker je to spet ena priložnost, da se družina poveže, da poglobi odnose. Meni je bolj ljubša beseda odnos kot dialog, ker gre za nekaj globljega. Ne? Torej, da se spet tam najdemo in vemo, da če gremo z bratovo družino ali pa bratranci ali kakorkoli, veste, s prijatelji, vse je fajn, je odlično. Ampak vemo vsi, da pa je dinamika družine pa drugačna. Torej, mož preprosto nima toliko časa, da bi se z ženo pogovarjal, da bi se začutila in tako. In kot je gospod ravnatelj fajn povedal, družina se sreča in poglobi odnose in da se začuti na nek posreden način, ko mi tako, kam gremo. Zato večkrat, to je tudi moj delni odgovor, kako jim dati te delovne navade, pa smisel življenja pa to, ne? Ker mi smo danes vse zreducirali na to, da jih moramo motivirati. In na pedagoški fakulteti bodoče učitelje pa vzgojitelje učijo, kako jih motivirati. V cerkvi mlade kaplane drill, motivacija, metode. Mi imamo danes vse v metodah. So metode, kako jih navdušiti, kako one, ne? Včasih že prav čudno. Ko je v šoli pač točka 1, treba biti tiho pa poslušati. To je motivacija. Mi smo to čisto pozabili. Ampak zdaj ena stvar. Kako, da bomo šli na sprehod, da bomo šli v hribe za vikend, kako do tega priti? Če imate vi, tu moram vas pohvaliti, čudovito pojete. Čudovito pojete, vse čestitke. Če sta dva v družini 13-14-letni dva sina in oče reče, zdaj pa mi gremo v hribe v soboto zjutraj, kaj bodo rekli? Se mama toliko zaučiti, če ne drugo. Ne bo. In bo oče rekel, ni debate, mi gremo. Razumete? In ko ta družina gre, veste, od zadnje, ja,
ko grejo tja, če jih v dolini vidite, od spredi gre mama pa oče, se tako držite od zadaj dva mulota, z nosi do tav, ker se jim je zgodila krivica, ne? Mislim, zadnja stvar je, zato da greš starši, mislim, nekam laziti, ne? Kako pa izgleda ta družina, ko gre nazaj? Drugačna. Nekaj se je zgodilo. Pa to se ne pomeni, da so vsi objeti tako, ne, kot v španskih nadaljevankah, ampak nekaj se je spremenilo. Smo bili skupaj in smo nekaj lepega doživeli. Ampak ključno je bilo to, da je oče rekel, ni debate, gremo. In to je, ne, motivacija. Kako mlade motivirati? Ne, da bomo, ne vem kaj, obljubljali in vse to, ampak izvorno grško motivirati izhaja iz grške besede movere, motivare, ki pomeni poriniti, spraviti v gibanje. To je tisto, ko oče rekel, bomo šli. On reče, ne bom, boš. Torej, poriniti, potisniti. Če le ko človek nekaj doživi, nekaj izkusi, takrat je to. Takrat začutiš, da je to lepo. Samo od sebe zelo težko. To je ravno tisto teženje, ko smo prej dejali. Hvala. Ja, zdaj bi še pa malo vas starše, pa tudi otroke izvali, pa bi mogoče vam prepustili mikrofon za kakšno misel, mamice, očetje, pa mogoče izziv, a je, čez teden smo vsi fejst zaposleni, pa nas ni, pa otroke vidimo na nočni omarci, ko sliko pogledamo. Je nedelja mogoče kosilo skupno tisto, ki ga že dobro upravljam, pa bi še mogoče se dalo ga nadgraditi, da bi se bolj našli, da bi še te naše odnose še bolj nadgradili. Nas je več Marij, pa naj se oglasimo oziroma slišali smo danes veliko lepih misli. Tako kot je gospod profesor predavatelj povedal, veliko se da prebrati, veliko se da slišati, veliko se da pogovarjati, umetnost ali pa izkušnja pa je to živeti in delati. In kot stariš se velikokrat najdemo v tem, da drugemu lahko nekaj poveš, se pogovarjaš, v dejanski situaciji pa se ti kdaj to sam sebi izneveriš. Ko si na tej poti, pa ko se vsaj tega zaveš, vsaj jaz tako mislim, moje osebno mnenje, da tudi s tem rasteš. Je pa dejansko v življenju, ko otroci odraščajo, ko smo že malo starejši, da se tega vedno bolj zavedaš. In nikoli ni prepozno spremeniti in vstopiti v dialog vedno znova in znova, v kakršnikoli relaciji. Stariš do otroka, otrok do starša, do starih staršev. In jaz pravim, da je tudi umetnost živeti v razširjenih družinah. Kar je na vasi bilo nekoč zelo veliko prisotno, imelo veliko prednosti, kakšno slabost in da to človek potem z leti šele ceni. Tečne mame bomo pa ostale, to je pa vsekakor. Tudi če bo otrok star 14, pa 18, sama sem šla z izkušnjo skozi, z otrokom 8 let razlike, in tak zatežene mame nista noben imel na svetu, da jih kontrolira, da jih kliče, da jim uro postavi. Tako da takšne pač smo. In danes smo dobili marsikatero potrditev, da smo na pravi poti. Hvala. Zdaj bi še v kakšnega očeta izvali, mogoče tam gospoda Boštjana, če nam še on kakšno besedo. Jaz sem kar malo direkten, ne? Ker si sosed, se upam. Dovolim. Ja, vi pa se. Pozdravljeni. Ja, jaz bi tudi pravil, velike stvari so enostavne, ne? Tudi tako je bilo tudi predstavljeno. Inače pa, jaz se spomnim, doma meni je bilo vsikdar povedano, ko začneš, to moraš končati, ne? In to je ne bilo debate. V mestno polci si pač mogel sam splanirati, ko si te nekako prišel do toga, ko si končal. Cilju te ne nišče posebej, ampak če se enkrat odločil se nekaj, tisto se je zahtevalo, ko se konča. Dnes mogoče tudi pri tun preveč popivščamo, ne? Otroci imajo puno želja, pa se hitro naveličajo, ne? In te poslušamo, kako so obremenjeni, pa te stvari, pa dvakrat bi šel na nekšo dejavnost,
te se že pa izkaže, ka se umisli nekšo novo. Tako, moramo ustrajati dejansko. Hvala lepa. Še mogoče to, gospod, malo izzovemo, nam še kakšno misel podeli. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz bi pa imela eno vprašanje. Glede na vse predavanje, ki smo ga poslušali od gospoda Sebastjana, me zanima, v primeru, ko otroci v današnjem sodobnem času zelo pogosto pri starših izsiljujejo oziroma omenjajo samomore, kako starš naj takrat odreagira? Težko je odgovoriti na to. Najprej treba ugotoviti, kaj je v ozadju. Torej, če izključimo, da je v ozadju neka duševna stiska oziroma psihična bolezen, to je redko, je v glavnem gre to vedno za izsiljevanje. Otroci izsiljujejo, vam povem, že sem doživel pri 8-9 letih tudi z bruhanjem pri mizi, ker ne bo jedla, ker ni da ni. In to se začne res, gospod ravnatelj je to omenil, že od rojstva naprej ta dialog. Jaz celo pravim, da se vzgoja začne že pred rojstvom. Ker vse, ki ste bile mame, veste, da ste čutili svojega otroka že še ko ste bile noseče. In ravno gre za to, da mi ne vstopamo v dialoge na tej razumski ravni, da mi nekaj govorimo, ker starši znajo veliko groziti, obljubljati, ne bo 2 meseca izhoda, ne vem, računalnik bomo vzeli, vse to. Kaj se zgodi? Nič. Nič od tega. Gre za našo celo osebnost in ko se take stvari dogajajo, je to en velik alarm, da smo marsikaj že zamudili, da smo izgubili ta stik. Zdaj, generalno, tako kaj narediti je zelo težko. Jaz svetujem individualno srečanje, pa da vidimo, kaj je v ozadju. Ker lahko je res eno izsiljevanje, lahko to, ker morate vedeti, da otroci točno vejo, kaj morajo reči. Tako kot 4-letnik reče mami, nimam te rad. Nimam te rad. Mama pa dobi solzne oke, pa jo srček boli. Povsem jasno je, da 4-letni otrok pojma nima, kaj to pomeni. Nimam te rad. Ker je vez med mamo in sinom, oziroma med mamo in otrokom, to je najgloblja, najmočnejša vez, kar jih je na tem svetu. Otrok je nastal iz nje, iz njenega telesa. To pomeni, da je to, če tako rečemo, ista kri, isto meso. Da ne govorimo o duševni in duhovni povezavi. Kaj zdaj, da je 4-letnik ve, da mame nimam rad? Ampak kaj pa on zelo dobro ve? On zelo dobro ve, kakšen je učinek teh besed. Učinek teh besed. In pol mamice reče, ja, zdaj si pa mamico prizadel, zdaj pa mamico srček, boli pa vse to. Otrok, če bi po moje znal govoriti, bi rekel, da je mami, spravi se k sebi, no? Mislim, 4 leta sem star, ne? Kako da zdaj srček boli za to, kar sem dejal? Kaj bi morala mama narediti v tem primeru? Kako je pravo odreagirati? Povejte. Ga objeti, polupčkati pa tako? Ne, z vso strogostjo. Poslušajte mali, da te nisem več tega slišala. Razumete? Z vso strogostjo. In polko pa zadeve tako daleč pride, je pa težko. Zato je težko dati odgovor. Večkrat tudi, vi imate danes 5-letnike, ki rečejo, da bodo šli po svoje, da se bo odselili, ker je tako hudo. Jaz rečem staršem, da ne rečejo, dragi moj, mi dva zatijom te mama neskončno rada, bi vse naredila za tebe. Začutil, da moraš iti v širni svet, pa te mi dva ne moreva zdržati. Že ti pomagava še spakirati, kovček mali. Razumete? Mi dva te imava neskončno rada, vse bi naredila, ampak če pa ti moraš iti v svet, pa... Ja, povejte, kam bo šel 5-6-letnik? Ja, do smreke tam zunaj. Pa bo brižal nazaj, zajokan. Pa bo rekel, mami, sej nisem resno mislil. Pa se bo privil k mami in to je normalno. Problem pa je, ko otrok začuti, kje lahko izsiljuje. Tako da, če gre za izsiljevanje, veste, treba v teh primerih pol veliko krat tako zelo konkretno odreagirati.
No, jaz sem recimo to vprašanje zastavila ravno zaradi tega, ker med samim vašim predavanjem sem se recimo postavljala v dve različne vloge. Kot organizator socialne mreže se srečujem z mnogimi ljudmi vseh starosti, tudi z otroci. In z njimi delam potem, pa ko se postavim v vlogo mame, pa ravno tako, kot je pravila gospa, če ravno postavljaš meje vedno znova in znova, sama imam sicer že odraslega otroka, ampak zmeraj si misliš, joj, se to pa je moj otrok, pa če ravno so bile meje, pa te zna odpeljati. Veste, kaj smo mi izgubili izpred oči? Upam, da ni kdo tako mogoče razumel napačno. Mi ne govorimo, ne razglašam špartanske vojaške vzgoje, ker za vzgojo je na prvi strani absolutna brezpogojna ljubezen. To pomeni, da starš otroka čuti, da mu da nežnost, da ga zna pocartati, da se 15-letnice čuti, razume, se lahko pogovorimo. To je ena stran, brezpogojna ljubezen. Druga, in če je ljubezen brezpogojna, bomo rekli, pa je vzgoja pogojevanje. Mi smo pa danes to čisto zamešali, ker več ne vemo, kaj pomeni biti dobra mama, dober učitelj, kot smo rekli. Za to gre. Ampak vse to pa pomeni tudi to, da smo ravno najbolj revni na področju odnosov. To govorimo o odnosni ravni, ker pravzaprav to, kar ona govori, v prevodu gre za nek klic na pomoč. A je tu kdo, ki me bo razumel, ki me bo začutil, ki me bo ustavil? Je tu kdo, ki mi bo postavil uro? Ker če staršev vseeno ne bo postavil ure, pridi, ko boste prišli vsi. To pomeni, meni je vseeno. Ti bodi do 5 zjutraj. Če meni ni vseeno, ob 10, da si doma. Ona govori nazaj, jaz pa rečem 15 do 10. Zakaj nam to težko? Posesaj stanovanje, sobota je, še klet treba pomesti. Še? Zakaj tako ne odreagiramo danes? Zakaj toliko teh besed? To se jaz tudi sama velikokrat sprašujem, ampak vendarle mislim, da v veliki meri ima pa na to vpliv tudi naša družba. Kdo je pa družba? Saj družba smo mi. Družba sem jaz. Tako. Družba smo mi. To je večkrat. Tudi rečejo starši, gledajte, 15-letniki ima travo, ima ono, vse to. In starši rečejo, družba ga je pokvarila. Je novoletna zabava, črpanje želodca, soseda pride, reče drugi dan, kaj ste pa vi pri nas, je nekaj bliskalo. Ja, tam mali so neke tablete dali not v pijačo. Ja, barabe. Je, ker po Sloveniji hodijo ekipe, ki mečejo tablete not našim ubogim revežem, ne? Razumete? Naivnost. Kaj pa, če bi mi rekli, ne da ga je družba pokvarila, kaj če bi mi rečemo, da je tako družbo potreboval? Veste, kaj mislim? Da je tako družbo potreboval, iz tega vidika ima izredno pomembno vlogo družina. Družina. Da je oče, kot smo rekli prej, avtoriteta, persona, osebnost. To, kar oče reče, to drži. To ni debate. To je oseba, v katero se lahko zaletavaš. Jaz velikokrat rečem, kaj je vloga moškega? Da daje absolutno varnost najprej žene in potem družine. To pomeni, da je rama, na katero se lahko žena nasloni, rama, na kateri se lahko zjoče in tudi rama, v katero lahko boksa. Ampak on je tam. On vzdrži. To pomeni, da tudi vzdrži za otroke. Da se otroci tudi lahko zaletavajo in brusijo ob njem, ampak on je tam, kot fizično. Mi tudi v vzgoji danes govorimo o nekem kvalitativno preživetem času. Kak je kvalitativni? Kvantiteta je pomembna. Zato smo rekli prej iz službe domov, da smo mi skupaj. V tem smislu, ne? Mogoče še ena misel, čisto tako, ker smo rekli, da je okrogla miza. Ljubiti otroka tako močno, bomo rekli, da mu dovolimo rasti, ne da ga pa dušimo z objemi. Da mu dovolimo, da spozna samega sebe, smisel in da ga ne dušimo z objemi. Tako dobra primerjava je milo, ne? Ko se tuširaš, pa če imaš milo, če ga preveč stisneš, skoči ven, pa če imaš preveč razprto dlan, pa milo tudi pade na tla. In se mi zdi to dobra prispodoba za vzgojo. Kar preveč tiščiš, ga zadušiš, kot pravi gospod ravnatelj, če pa tako pa spet, ne? Ko nam je najlepše, je najboljše zaključiti. Bi še kakšno vprašanje?
katere mamice vas je več, damo še tam naprej. Tu, če bodo mladi kaj povedali tudi spredaj, to bi bilo. Dobro. Bomo tukaj... Boš ti? Ti si bila prej korajžna, si rekla, če ti povejo, da počisti spalnico, da si rekla, da še greš klet. Daj malo na to razloži, daj, no. Ja, to pogosto delam, da ščenka majte. No, to je pa najlepši zaključek. Jaz mislim, da lepšega zaključka ni. Se pravi, da so naši mladi pogojevani in če pogoje izpolnijo, dobijo tudi nagrado, gospod profesor. Seveda, tako. Hvala lepa. Zdaj pa še imamo eno točko. Hvala lepa vsem za izrečene spodbudne besede in pa misli. Mogoče bo še več časa v nadaljevanju, potem po druženju. Sedaj pa prosim še pevke, da nam zapojejo še eno pesem. Hvala.